Evo, danes te povzamem s sabo na moje delo oziroma tako čez dan, čez delovnik, in se mi pridružiš na delo. Prvo zjutraj, ko pridem v pisarno, je definitivno planiranje, in sicer na mojem Remarkable imam v bistvu, taki tedenski plan po samih dnevih, kaj bom počela. Tako da v bistvu najprej pogledam, tole, kaj je za danes v planu, kar nekaj nalog, kar nekaj zadev, in pa potem grem pogledat še naloge v Asano in pa razporedim vse te naloge v mail. Kar pridi, da ti pokažem. Okej, se pravi, to so v bistvu naloge v Asani, ki jih imam danes za narediti. Kot vidiš, je lahko kar nekaj, ampak je v bistvu, veliko takih opomnikov, kaj ne smem pozabiti, mini del, nekaj je, veliko je tudi osebnih zadev, tako da običajno najprej razvrstim po vrstnem redu, kaj je pač najbolj pomembno, potem pa v bistvu te naloge razporedim še v sam koledarček. Torej, kot vidiš, v koledarčku že imam, kar nekaj. Rdečo so običajno sestanki oziroma nekaj, kar je ful pomembno, tako da danes v bistvu me čaka, zdaj se začne focus work, je ravno 6:30 bo. Tukaj imam še torej za splanirati dan, potem imamo srečanje z legendarnimi, pa še eno srečanje z legendarnimi asistenti v sredo. Jutri imamo malo fraj dan, potem pa v bistvu tudi, kot vidiš, je v blokih tudi, kosilo, pa za admin work, pa potem, zaključek delovnika ob 3, a ne, je sprehod, pa igranje, pa tako naprej, tako da tukaj potem še pride naprej. Okej, s tabo sem želela deliti tudi, 3 spremembe, ki jih bom letos nekako sem vpeljala oziroma jih vpeljujem v svoj biznis. In sicer prva sprememba, ki jo dam, je v bistvu namesto 90 minut najprej zjutraj delam zdaj 2 uri na svojem poslu in pa torej na razvoju svojega posla. Torej ne za stranke, ne odgovarjanje na maile ali, ne vem, na družabnih omrežjih ali kaj takšnega, ampak v bistvu prvi 2 uri v svojem delovniku najprej namenim, razvojnim projektom oziroma projektom znotraj torej mojega posla. Torej delam na poslu, ne samo v poslu tisto, kaj je za narediti. Zakaj je to tako vrhunsko? Zaradi tega, ker prvo kot prvo, dejansko potem namenimo čas, vsaj jaz, no, namenim čas tudi svojemu poslu, ker če, dam to na konec urnika in rečem, okej, saj bom to pa, ne vem, zadnje 2 uri počela, običajno vedno kaj pride vmes in potem ali pa se mi mogoče ne da toliko in nimam niti toliko energije, kot jo imam zjutraj, ki je za takšna dela pač bolj pomembna. In potem v bistvu pride življenje vmes, pa se to zgodi, pa ono, a ne, in običajno zmanjka časa. In potem saj bom jutri in ta jutri potem redko kdaj pride. Tako da definitivno je to en taki trikec, ki po pravici povedano na začetku je meni osebno ga bilo ful težko vpeljati oziroma me je bilo ful strah, zaradi tega, ker je že itak moj urnik bil tako poln, ampak če si tega časa v bistvu jaz ne rezerviram za svoj posel, potem sem v bistvu zelo hitro opazila, da se ne razvija, da ne napreduje, da ne raste in tako naprej. In da potem delam res samo tiste dele v poslu in potem na eni točki pa lahko tudi tega zmanjka, kar je pa škoda. Tako da to je eden izmed mojih najljubših nasvetov, ki jih običajno dam, vsem podjetnikom pa podjetnicam. Zjutraj si vzemi čas zase, tam pač koliko lahko vzameš. Jaz, ko sem to začela vpeljevati, sem začela z pol urice, potem sem podaljšala na 1 uro, uro pa pol, zdaj sem na 2 urah in moram priznati, da koliko me je bilo strah to vpeljati, so rezultati definitivno vredni, da poskusiš.
štartamo naprej z mojimi legendarnimi, imamo srečanje, tako da že začnemo z našim srečanjem. V sredo je spet naslednje srečanje, tako da ful se že veselim tega coachinga oziroma vprašanj, ki jih dobim na tem programu. Definitivno ful zabavno, ful fajn, ful veliko običajno tudi naredimo, ker pač, ko imaš takoj odgovore, lahko greš v akcijo in tudi ful implementiraš. Drugo, kar vpeljujem v tem letu, oziroma druga sprememba v tem letu v mojem poslu, je ta administrativna dela oziroma vsa admin dela. In sicer v prejšnjem letu do zdaj sem v bistvu začela nekako ali takoj na začetku ali po tistih mojih 90 minutah za posel, sem imela čas za admin dela oziroma sem se ga vzela in sem v bistvu opazila, da mi to zelo ne paše, zaradi tega, ker ne morem predvideti, koliko časa mi bo to vzelo in potem, če se lotim teh admin opravil, pa ne vem, kdo mi katere maile pošlje, pa kaj moram za koga narediti tako vmes, kar ni naprej dogovorjeno, mi je vzelo totalno preveč energije in pa preveč časa. Tako da zdaj v bistvu sem vpeljala to prvo kot prvo, da v bistvu ta admin dela in pa tudi mail odprem šele, ko zaključim delovnik, torej 1 uro do zaključka delovnika, torej med 2. in 3. uro. Pogledam torej še vse maile, ki so mogoče prišli, pa opravim pač, koliko je v tej uri možno admin del oziroma teh nenapovedanih del, ker to mi pač res ne morem se drugače privoščiti, da bi lahko to počela kar neomejeno, ker mi res vzame preveč časa in pa preveč energije, sploh za takšna dela, ki niso tista pomembna, ne. Ker moj fokus je definitivno na eni strani za stranke, te, ki so v programu legendarni, z temi, ki delamo 1 na 1 ali pa pač kakšne druge, vsa nenapovedana dela pa so torej na moji prioriteti malo nazaj, saj to zdaj vpeljujem. Zraven tega pa seveda vedno več želim tudi delegirati. Zdaj editiranje videov, delno tudi družabna omrežja, že torej imam pomoč, definitivno pa želim v tem letu še bolj delegirati svoje dela, sploh tista, ki ne rabijo moje pozornosti, ali pa da lahko nekdo namesto mene nekaj naredi, kar je mogoče kaj manjšega ali tako da to je pa v bistvu druga sprememba. In tretja sprememba, ki jo vključujem v tem letu, je pa, da se strogo držim svojega delovnika, če tako rečem. Verjetno vsi, ki smo na svoji poslovni poti, je včasih kar težko regulirati svoje zasebno življenje pa poslovno življenje, ampak lahko ta posel potem traja kar cel dan oziroma ti vzame cel dan, potem tudi včasih tudi čez vikend in tako naprej, če si ne damo tega balansa, tega neke meritve oziroma nekih teh tirnic, ne. In pri meni se velikokrat zgodi, ker pač ful rada počnem to, kar počnem, a ne, da potem delovnik še malo podaljšam, pa ga podaljšam za 1 uro, pa za 2 uri, pa do zvečera včasih, a ne, vmes sicer imam fraj in tako naprej. In potem to v bistvu se teče nekako iz tedna v teden, prelije, včasih potem sem začela že delati tudi tako, pa še v soboto zjutraj bom pa to naredila in potem mi je vzelo še soboto, a ne, pa v vikend in tako naprej. In na krajši rok seveda ni problema, se to da, če so kakšni takšni projekti, ampak na dolgi rok meni osebno me to zelo izčrpava, tudi če počnem to, kar me ful veseli. Tako da v bistvu sprememba v tem letu je definitivno to, da si vsak dan vzamem čas za polnjenje baterij, razen če je seveda kaj nujnega ali pa kaj takšnega, kar res ne more počakati, ampak načeloma je neko pravilo, ki se ga tudi tako podpravilo mogoče držim, je to, da nič ni nujno v poslu, ne? Ker nisem na urgenci ali kaj takšnega, da bi bilo tok nujno.
tako da lahko počaka do naslednjega dneva. Sprememba torej v tem letu, ki jo pa zdaj uveljavljam, pa je v bistvu, da delovnik zaključim do 3. ure, potem pa je v bistvu čas za mojo družino, za psičko, za sprehode, za mene, za polnjenje baterij, ker vem, da potem naslednji dan lahko še bolj razturam. Tako da, evo, to je pa 3. pravilo oziroma sprememba oziroma bolj taka izziv, bom rekla, za to leto, ki je zdaj pred nami. Evo, urice je nekaj minutek do 3, ko počasi zaključujem. Danes je bil ful uspešen dan, vse mi je šlo bolj ali manj po planu. Prvi dan tega, da sem delala zjutraj 2 uri za svoj biznis in to, da zaključim delovnik ob 3, je definitivno super uspelo. In ful je dobro, ker se zdaj že veselim popoldneva, preden pa zaključim delovnik, zdaj na maile pa vse to sem že pogledala, koliko se je dalo, pa običajno pogledam še na svoj to-do list, pa načrtujem za naprej, tako da greva še to pogledati. App sem naredila, to sem naredila, za stranko smo delali, z legendarnimi smo imeli, to smo naredili, vlog sem posnela. Ful mi je všeč, ker imam tudi za osebno velikokrat potem še 3 opravila za osebno, torej da si naredim tudi želje oziroma ideje, zapišem, kaj bom popoldne počela. Tako da danes definitivno je sprehod, jutri sem naročena na masažo in je pa v bistvu bolj prosti dan. Tako da, ja, potem v bistvu napišem še 3 današnje zmage, torej kaj je bilo res fantastičnega, kaj sem ful ponosna. To je en super sistem, ki pomaga to, da ko gledaš na dan nazaj in se spomniš, okej, vse je res bilo narejeno, mogoče to, kar sem tudi načrtovala v prvih nalogah. Potem napišem še 3 zmage za jutri, to so 3 v bistvu glavne naloge, ki jih moram narediti, da bo v bistvu dan kot nekakva zmaga. Potem pa v bistvu vsak dan še ocenim z oceno 1 do 10, pri čemer je 1 za nič dan, 10 čista bomba, ne? In zraven napišem, če ni 10, kaj je manjkalo, da ni 10. In konec tedna, potem ko delam revizijo, tukaj pogledam, običajno tukaj je 1 beseda, lahko hitro opazim, kaj lahko izboljšam za naslednji teden. In pa napišem še, torej, zakaj sem danes hvaležna, probam najti nekaj, kar pač da ni vsak dan enako, ampak tako nekako se mi zdi na pozitivno noto poskušam torej dan tudi zaključiti. Tako da, evo, to je bil moj delovni dan, zdaj grem pa na sprehod, začeli se malo igrati z psičko, pa podružiti z partnerjem. Tako da to je bil moj prvi, če tako rečem, vlog. Me pa zanima, če v komentarju spodaj napišeš, a ti je zanimivo gledati takšne videe, potem z veseljem še posnamem kakšnega. To je moj prvi takšen vlog, ki sem rekla, da ga posnamem tako tesno, ker jih jaz ful rada gledam, pa da vidim, kakšno je tudi vaš odziv, oziroma če vam je všeč. Z veseljem vas večkrat tudi povabim, če se si želiš več, bom tudi vesela, tako da, evo, lahko nadaljujemo komunikacijo v komentarju. Jaz ti pa želim en čudovit dan in se vidimo in slišimo naslednjič.